V galeriji Ekurna je na ogled skupinska razstava z naslovom Mosaic Moments of Time. Na njej razstavlja 9 umetnikov različnih generacij in različnih avtorskih poetih in praks z deli, ki so nastala v zadnjih nekaj letih. Na razstavo sem uvrstil dela Suzane Brborović, Gašperja Capudra, Jona Derganca, Ane Janeš, Lenarta Miklavžič-Kirbiša, Staša Kleindista, Zmaga Lenardiča, Anastazije Pirnat in Nataše Prosenc-Stearns. Razstava sledi ideji bienala ali pa trienala, repeticiji, da vsake 2-3 leta naredimo pregled sodobne slovenske likovne produkcije. Letošnja je tako že 3. edicija zapovrstjo. Jasno je, da je izbor vedno kuratorsko subjektiven in pa selektivno omejen zaradi sredstev in prostora, ki ga imamo na razpolago. Prvo razstavo v sklopu teh 3 razstav sem naredil leta 2020 z naslovom Apokalipsa 2020. Sledila je razstava Meantime na prehodu 2022-2023 in letos je to razstava Mosaic Moments of Time. Osnovno vodilo vseh teh razstav je narediti en izbor oziroma pregled likovnih del, ki na nek samosvoj način na eni strani odražajo duh časa in na drugi strani zame vsebujejo neko likovno presenečenje ali pa vznemirjenje znotraj tekoče likovne produkcije. Zakaj naslov v angleščini Mosaic Moments of Time? Ker je ta naslov najbolj odgovarjal ideji, ki sem jo nosil za to razstavo in ker nisem našel adekvatnega prevoda, je ostal tak, kot je bil v originalu zastavljen. Vsi prevodi, ki sem jih naredil ali pa našel, so bili preveč opisni ali pa razlagalni. Sicer pa mislim, da je celotni in tudi slovenski likovni prostor oziroma likovni svet del globalnega in internacionaliziranega likovnega okolja in zato sta si angleščina in slovenščina v tem polju enakovredna partnerja. Jaz mislim, da likovna umetnost je že dolgo dvojezična. Tako lahko vidimo tudi, da je na tej razstavi število naslovov del v angleščini bistveno večje kot v slovenščini. Naslov Mosaic Moments of Time že v izhodišču nakaže način, kako je razstava nastala in kako jo lahko beremo. Mozaik razumem kot sestavljanje fragmentov, podob, občutkov, likovnih rešitev, ki same po sebi niso nujno povezane linearno ali pa kronološko, ampak skupaj tvorijo smiselno celoto. Gre za trenutke časa, ki niso nujno veliki ali pa zgodovinsko odločilni, ampak so osebni, nekako vtisnjeni v spomin, zaznamovani z izkušnjo gledanja. Razstava združuje različna likovna dela, ki so nastala v zadnjih letih. Lahko bi rekli, da gre za nekakšen likovni best of, vendar ne v smislu najboljšega ali pa najpomembnejšega, ampak v smislu subjektivnega izbora. To so dela, ki so se mi kot kuratorju vrisala v spomin. Dela, ob katerih sem se ustavil dlje, ki so odprla vprašanja ali pa pustila neko sled. Razstava tako ni zgodba o razvoju ali pa napredku, ampak o spominu in pa neki osebni selekciji. Pomembno se mi je zdelo, da razstava ni časovno urejena. Čas tukaj ni linearen, ampak razpršen. Obiskovalec ne hodi od začetka proti koncu, ampak vstopa v mrežo podob, kjer lahko sam sestavlja pomen. Vsako delo je fragment zase, skupaj pa tvorijo nek mozaik, ki ni zaključen, ampak je odprt. Razstavo sem prostorsko razdelil na 2 dela, ki se med seboj jasno razlikujeta, hkrati pa sta tesno povezana. Prvi razstavni prostor zaznamuje figuralna dela in izrazita
barvitost. Gre za slike, ki so bolj neposredne, pripovedne, včasih celo intimne. V tem prostoru ima podoba še vedno močno vez s telesom, z zaznavnim svetom, z gledalčevo neko izkušnjo prepoznavanja. Barva tle ni zgolj likovni element, ampak nosilec razpoloženja in pomena. Drug razstavni prostor pa prenese jasen premik. Tle dominira abstrakcija in nekakšna barvna monokromnost. Podobe postanejo zadržane, bolj tihe, manj pripovedne. In če prvi prostor govori bolj o zunanjih podobah, drugi prostor odpira notranji prostor gledanja. Abstraktna dela pa ne ponujajo jasnih referenc, ampak vodijo k nekakšni kontemplaciji, k počasnemu opazovanju, k zaznavanju subtilnih razlik v teksturi, v ritmu in tako naprej. Zanimivo mi je opazovati, kako se abstrakcija počasi vrača v likovno umetnost. Če je abstrakcija prevladovala v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, vsaj v galeriji Ekurna je bilo tako, je leta 2010, ko sem prevzel vodenje galerije, abstrakcija povsem izginila kot sodoben način izraza in bila nadomeščena s figuraliko. Jasno je, da so starejši umetniki nadaljevali v svojem modernističnem abstraktnem slogu še naprej, ampak sodobne, sveže abstrakcije saj z mojega vidika ni bilo videti nikjer. V zadnjih nekaj letih pa se je z novo generacijo umetnikov začela pojavljati tudi nova abstrakcija, ki je drugačna od modernistične in odpira, po mojem mnenju, zanimiva vprašanja in možnosti razvoja in tudi interpretacij. Kontrast med obema prostoroma zato ni naključen. Nisem želel, da deluje pač kot nasprotje, ampak kot dialog. Figuralno in abstraktno tle nista sprta, ampak predstavljata dva različna načina doživljanja časa in podobe. Obiskovalec se giblje med njima in si sam sestavlja neko lastno izkušnjo in predstavo razstave. Na razstavi sicer prevladujejo slike, ampak so pač vključeni tudi drugi mediji, na primer fotografija, video in pa instalacija. Slika je zame še vedno pač nek temeljni nosilec likovnega spomina, ampak tudi drugi mediji nekako razširjajo prostor zaznave. Fotografija prinaša drug odnos do časa, video vnaša gibanje in trajanje, neko časovnost, instalacija pa vključuje telo gledalca neposredno v prostor. Pomemben vidik razstave je prav vloga gledalca. Razstava ne ponuja enotnega branja ali pa razlage. Vsak obiskovalec vstopa vanjo s svojim lastnim spominom, svojo občutljivostjo in svojim ritmom. V tem smislu razstava ni zaključena celota, ampak odprt sistem, ki se z vsakim ogledom znova sestavlja. Zanimivost te razstave je, da je vsako posamezno delo navdušilo ali pa prepričalo ali pa našlo svojega gledalca. To se mi je zdelo en tak neverjeten dosežek, da je vsak obiskovalec vsaj v eni umetnini našel nekaj, kar ga je pač presenetilo, morda celo, mogoče celo, navdušilo. S tem, da so mlajši gledalci mogoče bili bolj naklonjeni mlajšim tudi ustvarjalcem, se pravi umetnikom oziroma vsebinam, ki jih te obdelujejo, in pa da so starejši gledalci bili naklonjeni mogoče malo starejšim oziroma resnejšim umetninam na tej razstavi. Če bi moral razstavo strniti v eno misel, bi rekel, da gre za povabilo k počasnemu gledanju. V času, ko smo obdani s presežkom podob, Mosaic Moments of Time ponuja možnost, da se ustavimo, da podobi namenimo malo časa in da v njej poiščemo lasten odmev. Razstava je zame osebno pomembna, ker ne gre za
nekak klasičen pregled ali pa retrospektivo, ampak za razmislek o času, spominu in podobah, ki se mi kot kuratorju in gledalcu vedno znova vračajo. Razstava ne želi biti odgovor, ampak odpirati prostor za pogled, za razmislek, za osebni trenutek. In prav te majhni osebni trenutki so tisti, ki na koncu sestavljajo naš lasten mozaik časa.